Lep dober večer vsem zbranim ob velikem dnevu slovenske kulture, ki ga praznujemo že vse od leta 1945. Po vsej Sloveniji in tudi zunaj nje, kjer živijo Slovenci, se v teh dneh vrstijo prireditve in praznovanja, kajti ravno kultura je vir naše narodne identitete. Ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika se upravičeno najprej vprašamo, kaj je kultura in kaj nam pomeni. Po definiciji so to dosežki in rezultati človekovega ustvarjalnega delovanja. Kulturi pripisujemo izjemno velik pomen, saj skupaj z jezikom zagotavlja obstoj našega naroda. Brez kulture in brez umetnikov različnih vrst izražanja tudi Slovencev ne bi bilo. V kulturi se zrcalijo družbene in človeške vrednote, pa tudi srčne kulture ne smemo pozabiti. Nedvomno je kultura pomembna vrednota v življenju današnjih gostov in tudi v vaših, cenjeni obiskovalci. Z vami smo danes učenci in učenke osnovne šole Velika Nedelja s svojimi mentorji, pevci in pevke komornega zbora Kor iz Markovc, članice plesne šole Moreno iz Zagojičev ter člani folklornega društva Podgorci. Iz ljubezni do slovenske kulture smo pripravili današnji kulturni program. Skupaj poskrbimo, da duh slovenstva ohranimo in prenesemo naprej na mlajše rodove tudi z današnjo prireditvijo.
Jutri je Prešernov dan ali slovenski kulturni praznik. Posvečen je spominu na našega največjega slovenskega pesnika, doktorja Franceta Prešerna. Kulturna tradicija slovenskega naroda je bogata in prav je, da jo negujemo, saj le tako lahko zagotovimo, da bomo Slovenci obstajali tudi v prihodnje. Naj vas na začetku povabim, da ob kulturnem prazniku podelimo plakete Franca Ksavra Meška, ki jih zaslužnim kulturnikom vsako leto podeljuje občina Ormož. Še pred tem pa vabim gospoda župana Danijela Vrbnjaka, da se nam pridruži na odru. Spoštovani, danes tukaj zbrani, prav posebej mogoče pozdravljam ravnatelja osnovne šole Velika Nedelja, potem državnega svetnika, predsednika krajevnega sveta, vidim tudi nekaj občinskih svetnikov, krajevnih svetnikov. Zelo me veseli, da ste se tudi v takem številu danes tukaj zbrali. Najprej mi dovolite, da vas prav lepo pozdravim v imenu občine Ormož, kakor tudi v svojem imenu. Prav je, da se ob teh dnevih, se pravi ob pričakujočem se kulturnem prazniku, jutrišnjem dnevu spomnimo, kaj kultura za nas pomeni, kaj kultura pomeni za slovenski narod, kaj kultura pomeni za državo, kot je Slovenija. Zdaj, nedolgo nazaj sem prebiral en članek in v njem zasledil, da smo ena redkih držav, ena redkih narodov, ki kulturni praznik smatramo oziroma imamo kot državni praznik in da ga imamo tudi kot dela prost dan. To nimajo vsi in to je nekako izraženo tudi spoštovanje do naše kulture, do slovenske kulture, do te raznolikosti kulture, ki jo imamo v sami Sloveniji. Priča smo namreč lahko velikemu številu različnih kultur in na to kulturo, ki jo imamo tukaj pri nas, Prleki, smo seveda tudi mi prav posebej ponosni. Tradicija, kultura, vse to, kar nas je zbližalo, vse to, kar nas povezuje, vse to, kar nekako krepi našo medsebojno sodelovanje, povezovanje, je tisto, kar smo skozi kulturo doživeli. Jezik, kultura, glejte, je verjetno ena izmed tistih bistvenih zadev, na katero smo lahko z tega stališča ponosni, da smo zdaj, kjer smo, da smo takšni, kot smo in da sploh slovenski narod kot tak in slovenska država obstaja. Prav je bilo prej povedano, da je prav za nas, ki zdaj živimo, da kulturo ohranjamo, da jo nekako negujemo, da prenašamo vse to, kar imamo nekako na naše otroke, da jim približamo kulturo in da nekako v njih vlijemo tisto, zakaj je kulturo potrebno naprej negovati, naprej temu slediti in iz roda v rod prenašati. Vedno so nam v šoli govorili, in vedno smo nekako s tem živeli, naj skozi vse, kar so nam dedeki, babice in pa vsi ostali napravili, da naj to spoštovanje vzamemo. Jaz se seveda ob tej priliki zahvaljujem še posebej osnovni šoli Velika Nedelja z podružnico Podgorci, da so nam pripravili tak prisrčen program. Seveda tista beseda ohranjanja kulture, negovanja kulture je definitivno pomembna in k temu so tudi prispevali vsi tisti naši, ki bodo danes dobili nagrade. Verjamem, da še je marsikateri v občini Ormož, ki je k temu prispeval. Kar imamo, kar držimo skozi kulturno dediščino in vse, kar še bomo imeli. Jaz pa vam seveda na tem mestu, tudi v imenu občine Ormož, kot v svojem imenu, že en dan prej čestitam ob kulturnem prazniku. Želim, da ga na čim lepši, prijetnejši način preživite in da nekako tudi pri sebi poštudirate, zakaj smo Slovenci danes tu, kaj smo skozi vsa ta stoletja napravili, kaj so za nas napravili druge, da sedaj lahko tu sedimo, da imamo svojo državo, svojo kulturo, svoj jezik, tradicijo, navade in vse ostalo in na kar smo seveda lahko zelo ponosni. Še enkrat hvala za vse in čestitke vsem dobitnikom prejemu nagrad.
Vsako leto podeljujemo nagrade za dosežke na kulturnem področju. Tudi v občini Ormož je namreč veliko posameznikov in skupin, ki negujejo in ohranjajo kulturna bogatstva za nove rodove. Letos bomo podelili 9 bronastih, srebrnih ali zlatih značk Franca Ksavra Meška. Dobitnike priznanj prosim, da do konca podeljevanja ostanejo na odru. Bronasto značko Ksavra Meška prejme Mineja Rudolf. Mineja je dijakinja 3. letnika gimnazije Frana Miklošiča iz Ljutomera. Gledališki sekciji Kulturno-turističnega društva Miklavž pri Ormožu se je pridružila pred 5 leti kot statist na prireditvah gledališke sekcije. Že kot osnovnošolka se je pogumno in brez treme pridružila skupini. Mineja je igralka z vsem telesom in dušo. Na odru se postavi in odigra vsak detajl z največjo ljubeznijo in temperamentom, ki se od nje zahteva. Njen širok razpon igralskih spretnosti se ne ustavi pred še tako zahtevnimi dramskimi predlogi in različnimi režiserskimi koncepti, zato so njene vloge točne in prepričljive. V komedijah pa izstopa s povsem edinstvenim smislom za humor. Je tudi dobra voditeljica in povezovalka programa, kar je pokazala na prireditvah v gimnaziji v Ljutomeru in v Kulturno-turističnem društvu Miklavž pri Ormožu. Kot članica godbe na Pihali Ljutomer, kjer igra klarinet, pa pristopi k igri tudi z glasbenim vložkom, če to od nje zahteva vloga. Mineja Rudolf je opravila tudi tečaj maskerke in za prireditve pripravlja igralce. Čestitamo. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Kristjan Dokša. Kristjan Dokša v Kulturno-športnem društvu Dobrova deluje od leta 2001. Sprva je deloval v moškem pevskem zboru Kulturno-športnega društva Dobrava. Zadnja leta je član dramske sekcije društva. Z odgovornostjo do dela v skupini je uspel poosebiti nekatere like iz gledaliških del. S svojim dobrim igranjem je prispeval k uspehu premier, v katerih je odigral pomembne vloge. V preteklem mandatnem obdobju je bil član nadzornega odbora Kulturno-športnega društva Dobrava. Prejel je že bronasto in srebrno galusovo značko ter bronasto Linhartovo značko. Kristjan Dokša je prizadeven, družaben in v ljubiteljski kulturi dela z voljo in srcem. Čestitamo. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Ivan Bezjak. Ivan Bezjak že 19 let poje v moškem pevskem zboru Kulturno-športnega društva Dobrava. Sodeloval je tudi na predstavah, ki jih je društvo prirejalo na prostem. Prejel je že bronasto in srebrno galusovo značko. Ivan Bezjak s primerno udeležbo na vajah in željo po druženju prinaša med člane zbora pozitivno energijo. Čestitamo. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Stanko Vuk. Stanko Vuk je leta 1996 začel peti v moškem pevskem zboru Kulturno-športnega društva Dobrava. Sodeloval je tudi na predstavah, ki jih je društvo prirejalo na prostem.
Z veseljem se vključi v vse aktivnosti, ki jih organizira društvo. Prejel je že bronasto in srebrno galusovo značko. Stanko Vuk je član nadzornega odbora Kulturno-športnega društva Dobrava. Čestitamo. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Mihajela Hržič. Mihajela Hržič je članica kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja od leta 2006. Vsa ta leta je aktivna amaterska igralka, nosilka večjih in tudi manjših vlog. Leta 2011 je za svoje dotedanje odrsko ustvarjanje dobila bronasto Meškovo značko. V obdobju od 2011 do 2018 je upodobila več vlog. V letih 2011 do 2014 je v trilogiji Jesenska poroka odigrala eno od vaških deklet, ki pripovedujejo zgodbo o Potratnikovi Micki. Leta 2014 je v komediji Dijaški dom za babice odigrala vlogo medicinske sestre v domu za ostarele. Leta 2015 je v komediji Zadrega za zadrego ponovno odigrala vaško dekle. Leta 2016 in 2017 je bila statist. V komediji Žugica iz leta 2018 pa je odigrala vlogo mestne gospe Štefke. Mihajela Hržič je zanesljiva in vestna članica igralskega ansambla, ki svoje vloge vzame zelo resno. Ima svojsten žar, ki se na amaterskem odru izraža v obliki mile in prijazne mlade gospodične, ki je sposobna upodobiti zelo preproste in tudi zahtevnejše like. Zaradi njenega prispevka k razvoju identitete društva jo predlagamo za srebrno značko Ksavra Meška. Čestitamo. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Stanka Nidorfer. Stanka Nidorfer je članica kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja od leta 2005. Za svoje delo je leta 2010 dobila bronasto Meškovo značko. V trilogiji Jesenska poroka, ki je bila odigrana v letih 2011 do 2013, je nastopila v stranski vlogi ene od vaških žena. V komediji Dijaški dom za babice iz leta 2014 je bila ena od varovank v domu za ostarele. V komediji Iz zadrege v zadrego iz leta 2015 in Poštar Jakec iz 2016 je bila prav tako ena od vaških žena. Leta 2017 in 2018 je bila statist. Ob igralskem delu Stanka pomaga tudi pri organizaciji vsega, kar je potrebno za uspešno izvedbo predstav. Zelo dejavna je tudi pri organizaciji dela v novi pridobitvi društva na naslovu Velika nedelja 10. Zaradi njenega prispevka pri delovanju društva jo predlagamo za srebrno značko Ksavra Meška. Gospa Stanka Nidorfer je trenutno na obisku pri sorodnikih v Avstraliji in se je za danes opravičila. Priznanje bo prevzel predsednik kulturnega društva Simon Gregorčič Anton Žumbar. Čestitamo. Zlato značko Ksavra Meška prejme Marjan Feguš. Marjan je član turistično-kulturnega društva Ivanjkovci. Že več kot 20 let je član pevskega zbora in ustanovni član ljudske godbe turistično-kulturnega društva Ivanjkovci. Sodeluje tudi pri dramski skupini Društvo upokojencev. V društvu že 4. mandat vodi komisijo za izbor najlepšega kraja v krajevni skupnosti in se zavzema za urejenost kraja ter seveda kulturno dediščino Ivanjkovcev z okolico. Letos je v društvu prejel priznanje za večletno uspešno delo in promocijo kraja. Čestitamo.
Zlato značko Ksavra Meška prejme Ana Javševec. Ana Javševec prihaja iz Huma pri Ormožu. Je aktivna članica prosvetnega društva Janez Trstenjak, v okviru katerega že več kot 2 desetletji deluje sekcija rokodelcev. Je redna sodelavka pri kulturnih dogodkih, rokodelskih delavnicah in na različnih kulturnih prireditvah v kraju in širše, na katerih sodeluje prosvetno društvo Janez Trstenjak. Ana Javševec je izredna poznavalka in ohranjevalka tradicije izdelovanja izdelkov iz krep papirja. Iz povoščenega in krep papirja izdeluje cvetove in jih nato oblikuje v cvetlične aranžmaje. S svojimi rožami iz papirja sodeluje na številnih krajevnih in občinskih prireditvah, delavnicah in razstavah. Kot mentorica se z veseljem udeležuje muzejskih delavnic, ki jih organizira Pokrajinski muzej v okviru muzejske enote v Ormožu. Svoje znanje o izdelovanju rož iz papirja prenaša na mlade. Njeno ustvarjalnost pa lahko občudujemo tudi na velikonočnih in božičnih razstavah, kjer sodeluje s svojimi aranžmaji. Ana Javševec se je še posebej uveljavila kot unikatna izdelovalka jaslic iz krep papirja in z njimi že vrsto let uspešno sodeluje na božičnih razstavah jaslic v Veržeju. Ana Javševec opravlja svoje delo v okviru prosvetnega društva Janez Trstenjak Hum predano, odgovorno in zavzeto. Z zlato značko Ksavra Meška želimo opozoriti na njeno pomembno delovanje na področju ljubiteljske kulture, predvsem pa na ohranjanje tradicije. Čestitamo! Zlato značko Ksavra Meška prejme Štefka Šoštarič. Štefka Šoštarič je v ljubiteljski kulturi začela delovati v prosvetnem društvu Janez Trstenjak Hum. Leta 1996, ko se je ustanovilo Kulturno-športno društvo Dobrava, so na njeno pobudo pristopili k uresničitvi prve predstave Antona Tomaža Linharta, Županova Micka, ki so jo uprizorili maja 1998. Od takrat je društvo uprizorilo številne predstave, v katerih Štefka Šoštarič opravlja organizacijska dela, ki jih odredi režiser. Kulturno-športnem društvu Dobrava so še posebej ponosni na predstavi, ki so jih pripravili na prostem, Kovačnica in Od zrna do palenk, ki jo je spisala Štefka Šoštarič. V začetku delovanja društva je skrbela tudi za blagajniško poslovanje in sodelovala v organih društva. Od leta 2013 do leta 2018 je bila predsednica društva. Kot sourednica zbornika, ki ga je društvo izdalo ob 20-letnici delovanja, je pripomogla k zgodovinski ohranitvi dogodkov, s katerimi so člani društva v 20 letih s svojim aktivnim in prostovoljnim delom prispevali k kulturnemu in rekreacijskemu življenju v svoji sredini in širši lokalni skupnosti. Sedaj je članica upravnega odbora Kulturno-športnega društva Dobrava. Čestitamo! Prosimo, da gospa Štefka Šoštarič v imenu vseh današnjih nagrajencev spregovori nekaj besed. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani župan občine Ormož, gospod Danijel Vrbnjak, cenjeni dobitniki priznanj, spoštovane, spoštovani. Vsem lep pozdrav. Hvala predlagateljem, komisiji in gospodu županu, da smo bili deležni prejetja značke Ksavra Meška. Spregovorila bom nekaj besed na predvečer kulturnega praznika, ki smo si ga Slovenci izbrali kot državni praznik. Spomin na dan, ko je pred 170 leti ugasnilo življenje
velikega pesnika Franceta Prešerna. Ločilo ga je le še ne 49 let od njegovega rojstva. Njegova dela so naša velika kulturna zakladnica. Pomembno je, da Slovenci to svojo kulturno dediščino ohranjamo in smo na njo ponosni. Tako, kot smo ponosni na našo himno, Prešernovo Zdravljico, ki nas popelje v marsikateri pomembni dogodek. A kultura ni samo praznik. Kultura je pesem, zgodba, slika, je nasmeh, lepa beseda. Kultura je spoštovanje, tradicija, je druženje. Je tista sestavina naše družbe, ki krepi medsebojno zaupanje. Brez kulture bi bilo naše življenje pusto in osiromašeno. Neločljiv del slovenske kulture je ljubiteljska kultura, ki ima veliko zaslug za ohranjanje dobrih odnosov in spoštovanja med ljudmi. Je odprta za preplet generacij od otrok, mladostnikov, srednje generacije do starejših. Poteka medgeneracijski ustvarjalni naboj v vseh smerih. Pri svojem delu vključuje vse oblike svetovalne in mentorske dejavnosti. Pomeni vseživljenjsko učenje, ki ni le učenje iz knjig, ampak tudi spoznavanje in predajanje kulturne dediščine in običajev. Ljubiteljska kultura ni posel, je način življenja, ki prehaja iz generacije v generacijo. Da pa se pri tem ne opira na profesionalnost, ne pomeni, da zapostavlja kriterije, kvalitete in izvirnosti. Kvaliteta ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja mora vendarle ostati na prvem mestu, a včasih je to težko ohranjati v improviziranih pogojih dela. V kulturnih društvih po državi deluje veliko zanesenjakov. Veseli in ponosni smo, da tudi v občini Ormož delujejo številni člani v raznih društvih. Veliko energije, dobre volje in prostega časa vložijo v ljubiteljsko kulturo. Trudijo se, da nastajajo rezultati, ki si jih želijo. Veselijo se svojih nastopov, srečanj, koncertov. In kdo in kdaj naj v nas pobudi ljubezen do kulture, tudi do ljubiteljske kulture? To je potrebno negovati že pri najmlajših. Že z branjem, igro in druženjem otrokom širimo obzorja, prizgajamo in spodbujamo interes za različne kulturne vrednote in odnose. Tako otroci oblikujejo svoj značaj, navade in stališča. V njih najdemo potencijale in jih razvijamo. Pomemben prenašalec kulture je šola. V kulturno udejstvovanje učencev so tako vključeni njihovi starši, stari starši, mentori. Sleherni učenec doživi čar kulturnega ustvarjanja in izziv javnega nastopa na kulturni prireditvi. Prav to je bistveno za njegovo socializacijo. To bo odnesel s seboj življenje, prej kot karkoli drugega iz šolske dobe. Ostanejo zvesti kulturni potrošniki in ustvarjalci. Mnogi, tudi dolgoletni člani ljubiteljske kulture. To lahko potrdim tudi sama. Vendar kdaj v življenju želja po nastajanju in kulturnem udejstvovanju pristane pred skoraj zaprtimi vrati, se našo notranjost napolni v druge obveznosti, služba, družina, kariera. Ko se spet odprejo nikoli zaklenjena vrata, ko se spet pridružimo skupini, nas nekaj žene naprej, da ustvarjamo in se predajamo kljub vsakodnevnim obveznostim. Ob tem se pogosto vprašamo, zakaj vse te vaje, nastopi, gostovanja,
vse brez plačila. Odgovor dobimo takrat, ko pri sebi začutimo srečo v prijateljstvu, druženju in aplavzu naše zveste publike, za kar smo ji neizmerno hvaležni. S svojim delovanjem popestrimo marsikatero kulturno prireditev. V taki obliki ljubiteljskega delovanja najdemo smisel svojega življenja. Življenja, ki nas bogati v lepih in manj lepih trenutkih. V kulturi je našel smisel življenja tudi dolgoletni ormoški kulturni delavec, učitelj, igralec, pevec, mentor, režiser, gospod Milivoj Zemljič. Ustvarjal vse do svoje smrti leta 2015. Ob njem je zraslo veliko članov ljubiteljske kulture, igralcev, mentorjev, režiserjev. Zato mu velja naš velik poklon. Hvala vsem, ki ste prispevali kamenček v mozaiku slovenske kulture. Hvala vam, zbrani na današnji slovesnosti, in vsem, ki s svojim obiskom nagrajujete ustvarjalce kulturnih dogodkov in jih tako spodbujate k nadaljnjemu delu. Želimo, da bi nam pri tem delu materialno in prostorsko nas podpirala tudi lokalna skupnost. Saj kultura se prične v majhnih sredinah in ne na visoki državni ravni. Iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju. Ker se februarja že spogledujemo s pomladjo, naj zaključim z vrsticami iz Prešernovega sonetnega venca. In toplo sonce vabi venče belo, pastir rumene zarje ne zamuda, grmovi slavček poje spet brez truda, veselje preleti naturo celo. Želim, da bi tudi vas pogosto preletelo veselje, obogateno s kulturo. Hvala in lep večer še naprej. Vsem nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo. Zavedamo se, da je kulturni praznik ob obletnici smrti Franceta Prešerna le skromna zahvala za vse, ki leto in dan plemenitite naš prostor z umetnostjo. Malo narodov svojo kulturno identiteto v tolikšni meri dolgujemo enemu samemu ustvarjalcu. Prešeren je v prelomnem času pomladi evropskih narodov z eno samo knjigo poeziji povzdignil slovensko kulturno umetnost na raven največjih narodov sveta. Učenci osnovne šole Velika nedelja vas bomo ob tem prazniku pospremili po življenjski poti našega največjega poeta.
Bil je 3. december, pisalo se je leto 1800. Prvi decemberski dnevi so bili mrzli, a pri Ribičevih v vrbi na Gorenjskem je bilo zelo toplo. Mati Mina in oče Šimen sta pričakovala rojstvo svojega 3. otroka. Ime mu je bilo France. Ob Jeri in Kratri je France postal očetov in materin ljubljenec. Bil je bister, a v svoje sanje pogreznjen otrok. Oče Šimen in mati Mina sta imela zanj prav posebne načrte. Duhovnik naj bo, saj vidiš, kako je prevzet od molitve. Meni je rekel, da bo cesar. V nedeljo sem ga slišal, kako se je kregal z Jerico. Češ, da bo on takšen gospod, da mu bodo na pogrebu stopovi na njegovo čast streljali. Ne, duhovnik naj bo, če pa vidiš, kako je prevzet od cerkvenih pesmi. Jaz bi ga najrajši doma imel, pa ne želi o tem nič slišati, pa tudi delo ga nič ne zanima. Kaj je res tekal za vojake kot kak teliček? Res. Prosil je vojaka, naj ga vzame s seboj, češ, da bo videl svet in da bo pel z njimi. Ja, soldat bom, vojak bom, ker oni pojo lepe vojaške pesmi. Pri nas pa je takšen dolg čas. Pri meni boš doma, orala bova in sejala. Ko pa bo delo končano, pa bova pridelek vozila na Gorenjsko, na Dolenjsko, pa še na Laško. Slišal bo še lepše pesmi, kot so te vojaške. Ne bom ne kmet in ne vojak. Oče, samo ve šole me dajte. Rad bi vedel, kaj piše o bupah. Kaj pa govoriš, nesrečni otrok? Prosim, samo ve šole me dajte. Če pa še sam ne vem, kaj bi rad. France, k stricu Jožefu te odpeljem. On bo določil, kaj bo s tabo. Jutri grem v svet, hej! Ubogi moj France, že tako zgodaj mora od hiše. Vrba srečna, draga vas, domača, kjer hiša mojega stoji, očeta. Nebuka želja ne bi z tvojega sveta speljala, ne bila golfiva kača. Ne videl bi, kako sestru prebrača. Vse, kar srce si sladkega obita. Ni ne bila bi vera v sebe vzita, ne bi viharjen notranji igrača. Zvesto srce in delovno ročico za to, ki je. Nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred očmi pšenico. Bi bližnji sosed varoval svet Marka, bi bližnji sosed varoval svet Marka. Kmečko srce
bi bil dobil z izvoljeno devico. Tisto noč je France zadnjič spal pod rojstno streho. Zjutraj je oče 7-letnega Franceta odpeljal k stricu Jožefu. Stric je bil dušni pastir, kot so jim rekli v tistih časih. Stricem sta posedala pod lipo, kjer je mladega Franceta učil prvih črk in računov. Nekaj časa je moral stric celo zaklepati knjižnico pred njim. France pa mu je spretno izmikal ključe in se skrival s knjigami na travniku. Občasno ga je prevzela žalost in domotožje po domačih. A tudi stricu ni bilo lahko, saj je imel dečka zelo rad in obljubil je, da bo iz njega naredil gospoda. Mladega Franceta je tako poslal v ribnico v šolo, kjer so takoj opazili njegovo nadarjenost. Ob koncu šolskega leta je bilo njegovo ime zapisano v zlato knjigo. Od tod so ga poslali v Ljubljano, v šolo, kjer je spoznal svojo sorodno dušo, dobrega prijatelja Matijo Čopa. Kaj pa ti je, France? V šolskih učbenikih nisem našel nič novega. Te so si izmislili stari, da bi mučili mlade. Sit sem vsega, sit sem Ljubljane. France, v nemških, francoskih, latinskih pesmi boš našel veliko novega. France, v pesmih je lepota. Vse, kar ti ne da miru, zli na papir, da bomo tudi mi, Kranjci, dobili pesmi, kakršne imajo tudi drugi narodi. Matija, kaj ti pišeš pesmi? Ne, jaz jih le berem. Bom jih pa jaz pisal. To so besede, France, to. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželene, ob času necvetja dekleta ne žene. Ko najbolj zvest je danica svetla, najlepša iz deklic je Urška bila.
Oktobra leta 1821 se je odpravil na Dunaj, da bo študiral pravo, čeprav si je mati srčno želela, da bi postal duhovnik. Odpravil se je kar peš, saj takrat še ni bilo avtomobilov in vlakov, le konji in vozovi. Iz Kranja do Dunaja so ljudje hodili kar cel teden. Občasno ga je prevzelo domotožje, bolele so ga nepravice, pestila ga je revščina. Ljubi starši, zelo me je veselilo, da ste se spomnili name, ker tako vem, da vaša ljubezen do mene še ni ugasnila. Meni je zelo žal, da vam želje vaše izpolniti ne morem. Če bi prej vedel, kar vem zdaj, tako bi jaz sigurno nikoli ne videl Dunaja, ali zdaj je prepozno. Odkrito, srčno vam povem, da sem trdno sklenil, da bom raje prestal velike muke, kot da pa postanem duhovnik. Ko je Prešeren postal doktor prava, se je vrnil v Ljubljano. Leta 1833 je v Trnovski cerkvi zagledal Julijo Primic, hčerko iz bogate ljubljanske družine, in se vanjo močno zaljubil. Julija, Kaj bi spet rad? ti si kriva, ljubezniva, deklica neusmiljena. Kaj me res tako močno ljubiš? Obraz tvoj mil mi je vedno pred očmi. Ampak ti si gvišno že kakšno drugo punco nagovarjal. Jaz? Kamen mi vrzi v glavo, če sem kakšno drugo nagovarjal. Joj, France, če se ti ne bi tako neumno obnašal, če bi bil malo bolj uglajen in gospodski, malo bolj urejen. Pa Julija, danes je važna ljubezen. Ja, France, ljubezen, kje pa imaš kakšno hišo, kakšen grad, denar? Oh, Julija, jaz živim in umrem brez denarja. No, saj tvoje pesmice se mi že dopadajo, ampak jaz od njih ne bom živela. Draga Julija, ljubezen je življenje. No, doktor, zresni se. Ne, Julija! Ampak toliko, da boš vedela. Zaradi tebe bodo Slovenci dobili najlepše pesmi, kar so jih kdajkoli imeli. Poet tvoj nov Slovencem venec zvije. Ran mojih bo spomin in tvoje hvale. Iz srca svoje so kali pognale, mokro cveteče rušce poezije. Pesmi
naslednjih letih je Prešeren doživel veliko razočaranj. Julija ni sprejela njegove ljubezni, umrl mu je zelo dragi stric Jožef, v Savi je utonil njegov najboljši prijatelj Matija Čop. Po krizi mu je srečo prineslo šele leto 1846, ko je dobil advokaturo v Kranju in izdal svojo pesniško zbirko poezije. A sreča je trajala le dobri 2 leti. Umrl je 8. februarja 1849 v Kranju. Maj, si naredil domačo nalogo pri slovenščini? Kakšno nalogo? Saj veš o življenju našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Prešeren, rodil se pod lipo ali brezo, na tržnici je prodajal fige in bil je zaljubljen v Julijo. Zakaj to moram sploh znati? A tako je to danes, da sem skoraj pozabljen in od mladine osovražen? Se dobro počutite, gospod Prešeren? Bi se želeli kaj pogovoriti? Sem dolgo upal in se bal, srce je prazno. A mi lahko kaj več poveste o svojem življenju? Dovolj je spomina, me pesmi pojo. Kako? Gospod Prešeren, ali niste nič počaščeni, da na dan vaše smrti praznujemo kot kulturni praznik? Po vsej Sloveniji so na ta dan proslave in prireditve in ta dan je tudi dela prost dan. Meni je to najbolj všeč, ker takrat ni pouka. Da, sem. In vesel sem, da so danes umetniki in pesniki bolj cenjeni kot takrat, ko sem ja živel. Na smrtni posteli sem vso svoje premoženje zapustil otrokoma, ki sem imel z Ano Jerovškovo. 2 sta še bila, eden je že umrl. Moje edino premoženje je bila zlata ura, ki sem jo dobil leta 28, ko sem doktoriral. Svoje največje bogatstvo pa sem zapustil vam, spoštovani Slovenci, drage Slovenke. To so moje pesmi. Te so me naredile nesmrtnega. Skozi njih še danes živim, čeprav sem že zdavnaj umrl. Danes ni pomembno to, kar nisem postal, ampak to, kar sem postal. In postal sem največji slovenski pesnik. In tudi to je nekaj, mar ne? 7. kitica, vaša najslavnejša pesmi je himna naše Slovenije. Kakšna se vam danes zdi naša država? Sedaj, ko imamo Slovenci svojo državo, bi morali biti bolj enotni kot kdajkoli prej. Slovenci, bodite srečni, ponosni in enotni. Najdite svoj talent in verjemite vase. Poslušajte svoje srce in najdite svoje poslanstvo. Danes vam podarjam nekaj, s čimer sem zabaval otroke v svojem času. Ravno zaradi tega so me poimenovali Dr. Fig. Pa zapojmo si še kakšno.
Spoštovani zbrani, naj vas ob zaključku današnje prireditve povabim, da te dni, pa tudi kak drug dan v letu namenite obisku muzeja ali galerije, da preberete dobro knjigo, prisluhnete kakovostni skladbi ali si oči spočijete na lepi stavbi ali spomeniku. Naš Prešeren bo živel in slovenski kulturni praznik bo imel svoj smisel le z novimi in novimi generacijami umetnikov, poustvarjalcev in občinstva. Sedaj pa vas vse skupaj vabim v sejno sobo v zgornjih prostorih kulturnega doma na pogostitev in pogovor. Hvala in lahko noč.